14. seja se je odvijala včeraj na pobudo svetnikov, na kateri smo obravnavali trenutno stanje v komunali Kranj. Potem dotaknili smo se in seznanili mestne svetnike glede tržnice na Planini in pa kot zadnja točka je bila seznanitev stanja v Zavodu za turizem in kulturo. Dejansko so bile te točke samo tiste, s katerimi so se svetniki seznanili, tako da kakšnih posebnih sklepov ni. Če se dotaknem prve točke, to se pravi same komunale, predstavljeno je bilo, da naj bi skupščina razrešila direktorja komunale, dali so možnost tudi direktorju, da pove o trenutnem stanju in seveda najbolj zaskrbljujoče je to, da se kopičijo smeti in pa blato. Našli so rešitev tako, da se bo blato vozilo v Krško, medtem ko velik problem še vedno ostaja plastika in pa smeti. Druga zadeva, ki je bila omenjena, je tudi glede stavke, vendar nas je direktor potolažil, da je v dobrih odnosih z zaposlenimi in da ne pričakuje te stavke. Potem, kar se tiče samega pobude glede Zavoda za kulturo in pa turizem, seznanili smo se kar z zelo dobrimi podatki, kar se turističnega obiska v Kranju tiče. Poudarek pa je bil, da preko sveta nekako najdemo rešitev, da bi se program še bolj obogatil v Kranju, ne samo v starem Kranju, temveč tudi v okolici. Na Planini je bilo pojasnjeno, da so vložene tožbe proti vsem tistim, ki na občinski zemlji opravljajo tako ali drugačno dejavnost, to se pravi postopki grejo v skladu z zakonom. Moram pa še poudariti, da smo preko civilne zaščite in pa zdravstvenega doma, gospe Lili Gantar, mestne svetnike seznanili s trenutnim stanjem glede koronavirusa. Mislim, da smo v mestni občini Kranj dobro pripravljeni, predvsem je pa zelo pomembno to, kar je gospa Lili Žura povedala, da je panika odveč, da ni tako hudo, kot se omenja, da gre za podoben primer kot gripa, ki pa se hitreje širi. In zato je treba določene preventivne ukrepe prevzeti, kot so stalno, to se pravi čiste roke, brisanje z alkoholom večjih površin, kot so mize oziroma tam, kjer veliko ljudi tako ali drugače uporablja ali ograje in podobne zadeve. Tako da dejansko, kot sem omenil, šlo je predvsem za seznanitvene sklepe, seveda je bilo malo bolj živahno glede komunale, ampak glede na to, da so mestni svetniki se strinjali, da niso dobili dovolj informacij drugega kot seznanitev sklepov, seznanitev, kaj se je dogajalo v zadnjem času, ni bilo za pričakovati. Komunala Kranj ima direktorja ali ga ni? Komunala Kranj, to je zelo zanimivo vprašanje. Glede na to, da je bil direktor razrešen, nima direktorja. Skupščina je bila izvedena tako kot... Po mojem vedenju in pa po vedenju pravnih strokovnjakov ni bila izvedena v skladu z zakonom ZGD-1. Kdo je zdaj, glede na to, da ste vi tudi predsednik sveta ustanoviteljev, da je kranjska občina večinska lastnica, da je ta dvom v zakonitost povezan s presojo strokovnjakov in pravnikov, kdo bo zdaj moral narediti prvi korak, glede na samo prepričanost predsednika skupščine in dvome vseh ostalih, tudi malih občin? Vse je v rokah skupščine. To se pravi, skupščina je tista, ki o tem odloča in ki vodi korake. Ampak vse to dogajanje v bistvu ni v prid podjetju, ni v prid ugledu, ne nazadnje nikomur. Se strinjam, vse te skupščine so bile zelo izvedene amatersko, da tako rečem, in posledice, ki se bodo zgodile, v to ne dvomim, bodo seveda vse v breme komunale.
in mislim, da je zadnji čas, da začne veljati nov odlok. Veste, da nov odlok bo stopil kaj kmalu v veljavo, tako da jaz mislim, da pač trenutno je to obdobje, ko skupščina v sestavi, kakršni je, še vedno vodi politiko te komunale, potem pa mislim, da glede na to, da se z vsemi župani, ki so soustanoviteljice občine, dobro razumemo, mislim, da bomo komunalo vodili v smeri, kot si to zasluži, oziroma tako, kot je velja za korporativno upravljanje takih podjetij. V trenutku pravnomočnosti tega odloka v bistvu sedanja sestava skupščine preneha. Tako je. Kdaj računate, da bo to? Objavljeno bo v uradnem listu odlok ta petek, to se pravi jutri 28. 15-dnevni rok je za uveljavitev odloka. In ne, 28. Ja, 28. februarja je objavljen v uradnem listu in potem 14. marca začne veljati ta odlok. In potem bo nadzorni organ v bistvu svet? Ja, v prehodnem obdobju, 3-mesečnem prehodnem obdobju, bo skupščina, ki jo sestavljajo ustanovitelji, opravljala tudi nadzorno funkcijo, potem pa imamo 3 mesece časa, da konstituiramo nadzorni svet. Nadzorni svet je pa sestavljen 4 iz mestne občine Kranj, 2 iz drugih ustanoviteljev in pa 3 iz vrst delavcev. In do takrat se na komunali ne bo nič spremenilo? To morate pa vprašati predsednika skupščine. Čigavi pravni strokovnjaki so ugotovili, da skupščina ni bila izvedena? Vsi niso. Res ste omenili, da so Niso, tukaj so različna mnenja, ne? Tako da imamo tudi pravne strokovnjake in na občini, kot tudi komunala je preverila pravilen sklic, tako da glede na moje dolgoletne izkušnje pa bi tudi lahko zatrdil, da je bila skupščina nezakonito sklicana. Ampak uradno pa ni, a neuradno je pa skupščina. Neuradno je, veste, tukaj pač potekajo sodni postopki, lahko se bodo zelo hitro odvili, lahko pa bo to trajalo kar nekaj leta, ne? Kar pa seveda za sabo potegne kar precej stroškov. A začasna odredba pa ni možna? Vse možno. Kakšno je pa vas stališče glede vseh dogodkov, naj si bo stavke napovedane na komunali Kranj, naj si bo razrešitve direktorja? To včeraj nismo nič slišali, slišali smo zelo veliko enih mnenj, vašega pa ne. Ja, jaz se izogibam tega mnenja, lahko samo povem, da smo pred samo sejo mestnega sveta se sestali na rednem sestanku župani sosednjih občin, to se pravi Medvod, Škofja Loke, Preddvora, Jezerskega, Šenčurja, Cerkelj, in da je bila tudi tema. Moram priznati, da direktor uživa vso podporo županov, tudi oni se strinjajo, da so postopki res nepravilni in v škodo komunale. Tako da ugotovili smo pa tudi, da pač do tega datuma, kot sem vam ga omenil, dejansko ne moremo kaj veliko storiti. Na potezi je seveda sama skupščina. Me pa dejansko skrbi to, da se včeraj ni govorilo o tem, da komunala dejansko pravno nima direktorja, da je komunala brez vodstva, in to je seveda velika napaka skupščine, da ob razrešitvi direktorja seveda ni imenovala novega direktorja, ne? In tukaj bo nastal velik pravni problem, ter pa tudi tukaj vidim največjo nevarnost, da se bo komunali naredila škoda, ker dejansko v tem trenutku je komunala, če tako rečem, brez vodstva. Stvar, ki bi vas mogla skrbeti, je napovedana stavka. Direktor je sicer zagotovil, da stavke ne bo, ampak s kom se bojo pravzaprav pogajali? Se strinjam, ampak kot sem povedal, v tem prehodnem obdobju do uveljavitve novega odloka je to stvar skupščine komunale. Mi kot ustanovitelji imamo določene funkcije, ampak v to področje ne moremo posegati. To se pravi, ugotovitve, ki pa so, komunala nima direktorja in pa pravno formalno, glede na to, da je bil sklep o razrešitvi vročen,
ni bil pa zakonito, tako da imamo res nerodno situacijo. Ampak pogledajte, za to bodo odgovarjali ljudje, ki so tak sklep sprejeli in ga tudi izvedli.